Glede na to, da smo danes poslušali dva res odlična predavanja, bom jaz tukaj v tretjem delu samo malček omenila, kako pomembno je, komu verjamemo, kaj verjamemo in zakaj to verjamemo. Komu verjeti? Časopisom, poročilom na televizijskih ekranih, novinarjem, vladi, prijateljem? Komu verjeti? Danes je Egidi lepo povedal, kaj se dogaja v psihiatričnih bolnicah in zakaj. Mihael nam je zelo natančno in zelo podrobno razložil, kaj je v pripravi čez nekaj dni. Opozoril nas je in Egidi in Mihael. Ampak sami se bomo morali odločiti, kaj bomo verjeli in komu in zakaj. Resnica je resnica. In samo resnica nas bo pripeljala do resnice. Egidi je govoril o resnici v psihiatričnih bolnicah. Mihael je govoril o resnici, kaj pripravljajo Svetovna zdravstvena organizacija, vlade, zdravstveni ministri. Jaz pa bom danes govorila še o eni zelo pomembni resnici, ki pa je zelo, zelo pomembna, da jo tudi poznamo. Ne bom delala reklame za Sveto pismo. Ni to moj namen. Ampak lahko vam zagotovim, da je to trenutno edina knjiga, ki se jo splača prebirati. In verjeti, ker ta knjiga je navdihnjena dobesedno od Boga. Čeprav ljudje dvomijo. In želijo postaviti Boga na laž, ne sebe, ampak Boga. Vendar je to knjiga, ki je bila napisana za današnji čas, za vsakega izmed nas. Zato, da bomo opozorjeni, da v poslednjih časih bo ogromno lažnih resnic, ki nam bodo vsiljene, sugerirane, na en način priporočene. In vsak izmed nas ima svobodno voljo, da se odloča, komu bo verjel. Knjiga Sveto pismo je knjiga polna resnic in Bog ne laže. Ljudje včasih zaradi zatemnjenih spoznanj povemo stvari, ki niso točne. Vendar Sveto pismo je pismo resnic. Resnic o življenju. Resnic, ki nas lahko varujejo. In kdor je pripravljen res resnico slišati, poslušati in jo tudi živeti v svojem vsakodnevnem življenju, bo zelo, zelo zaščiten. Ker resnica nas ščiti in varuje.
Mihael je danes omenjal, da je bil navdihnen, ko je delal svoj govor. In res je bil navdihnen. Tudi Egidi je bil navdihnen. Tudi on je govoril, da so potrebne molitve. In res so v teh časih, ki smo trenutno, zelo pomembne naše notranje molitve. Da mi zase želimo resnico. Da želimo vedeti, kaj je v danem trenutku za nas osebno. Tisto, kar bo nas čuvalo, varovalo. Da ne bomo nasedali lažnim propagandam, lažnim vplivom, manipulacijam, nasvetov ljudi. Zelo je pomembno ta naša notranja molitev in preverjanje, kaj je res in kaj ni res, kdo laže in kdo ne laže. Smo Božji otroci, poslani na to zemljo živeti, se radostiti, imeti lepe medsebojne odnose. Nismo poslani na to zemljo, da bi trpeli, se vojskovali, da bi drug drugega na en način spravljali v težave. Ne. Tukaj smo v danem trenutku, zato da živimo, da govorimo resnico in da smo spoštljivi do Božje besede, s katero smo bili vsi ustvarjeni. Nihče na tej zemlji ni bil ustvarjen brez prisotnosti Boga. Vendar kaj bomo naredili s svojim življenjem? Kako ga bomo živeli? To je pa naša svobodna volja in naša svobodna odločitev. Komu verjeti? Komu? Svojim strahovom? Joj, da ne bom dobil zdaj še opičjih koz, joj, se moram hitro cepati, ker s cepivom bom pa zaščiten. Boste poslušali svoj strah? Boste poslušali nasvete Ministrstva za zdravje? A boste poslušali svoje srce? Kot je Gidi danes rekel, da je v srcu naša duša. In če dušo izgubimo, izgubimo srce, in če srce izgubimo, smo izgubili svoje življenje. Ljubezen do življenja, ki ga darujemo navzven, vsem bližnjim, je tisti ščit, tisto cepivo, brezplačno, neškodljivo, brez stranskih učinkov, ki nas bo v teh časih varovalo, ščitilo. In kdor bo verjel, da je življenje več kot vse temine tega sveta, da je ljubezen do življenja več kot vsa cepiva tega sveta. Kdor bo to verjel, bo zaščiten pred vsakršnokoli manipulacijo iz okolja. Imamo svobodno voljo. Svobodno voljo, da se odločamo. Ali za življenje, za zdravje, za mir z vsemi ljudmi. Da verjamemo Bogu, ki nas neskončno ljubi, da je On tisti, ki bo poskrbel za nas v najtežjih situacijah. Da če bomo le stali na trdnih temeljih, ki jih tudi Društvo Belis, vsem vam, članom Društva za srečno življenje Belis in tudi vsem dobronamernim ljudem, ki nas poslušate na YouTubu, posredujemo z ljubeznijo, zato, da boste se počutili varne, močne, nepremagljive
suverene, da boste srečni, ne glede na to, kaj se okrog vas že dogaja, se bo dogajalo. Imejte trdna tla pod svojimi nogami. Stojte na beli s projektu, ki je dan za mene, za vas, za vse nas, da ne bomo kot tiste bilke brez korenin se majale levo in desno in slej ko prej so pognile. Bodite to, kar ste. Beli so otroci. Otroci življenja, otroci ljubezni, otroci zdravja, otroci modrosti. Združujmo se v veliko skupnost. Več kot nas bo, večja bo ta luč in ljubezen in svetloba, ki bo sijala skozi našo skupnost navzven in še vso preostalo temo spreminjala v ljubezen in luč. Komu verjeti? Ljudem, ki obsojajo? Ki govorijo mogoče tudi o društvu Belis kaj slabega? Boste njim verjeli? A boste sami res preverili s svojim srcem, kdo smo in zakaj smo tukaj? Nismo tukaj zaradi svoje volje, ne. Po Božji volji smo tukaj danes. In če ne bi bilo te Božje volje, nas že dolgo ne bi bilo več. Danes je že 65. srečanje. In če ne bi imeli te Božje podpore, ga ne bi več imeli. In ne glede na to, kaj se govori o nas, mi tukaj stojimo na trdnih temeljih, ker vemo, kdo smo in vemo, zakaj to govorimo in vemo, da je vsaka duša, ki bo odrešena, ki ne bo prestrašena, je vredna tega truda, ki ga Društvo za srečno življenje podarja vsem, ki želite prisluhniti, ki želite biti z nami, ki želite z nami sodelovati. In ki nam verjamete, da so naši nameni iskreni, srčni in za skupno dobro v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Bog želi vsem nam samo najboljš. Če nam Bog ne bi želel vse najboljš, nam niti svojega lastnega sina ne bi poslal na to zemljo. Dobro, vsi poznamo zgodbo, namesto da bi bili tedanji farizeji hvaležni Jezusu za vsa učenja, ki jih je prinesel, za vse modrosti, ki jim jih je predajal, za vsa ozdravljenja, ki jih je naredil. So ga raje križali, vendar ga niso mogli utišati. Še vedno govori iz nebes v moči Svetega Duha. Še vedno govori skozi Sveto pismo. Še vedno govori skozi Društvo Belis. Včasih mojemu možu rečejo, preveč je o Jezusu, preveč duhovnosti. Mož pa pravi, jo rabimo, tudi ta del. Rabimo. Tako kot rabimo sonce, brez sonca nam ne bi bilo lepo na tej zemlji. Kot rabimo vodo, tudi brez vode ne bi živi bili več. Rabimo zrak. Rabimo zemljo, po kateri hodimo. Rabimo hrano. In rabimo drug drugega. Da smo v skupnosti. In seveda rabimo tudi ljubezen do našega stvarnika, do Svetega Duha, ki nas varuje, ščiti, zdravi, uči, povezuje. Rabimo. Če ne bomo podobni tistim ljudem, ki delajo agende, ki delajo biološko orožje, ki netijo vojne, ki netijo krize, zato da štejejo denarce. Društvo Belis ima zdrave temelje. In tukaj smo zato, da vas še bolj dvignemo, v še višjo frekvenco, v radost, v mir, v ljubezen, brezpogojno. 9. točka našega statuta v prvi alineji
vemo že vsi, da je na prvem mestu brezpogojna ljubezen. Do sebe, do bližnjih in spoštovanje življenja in drugega. Kaj bomo verjeli? Kaj? Da smo grešniki, da nas mora biti strah opičjih koz, da bomo umrli, da ne bomo imeli hrane? A bomo to verjeli? Kaj bomo verjeli? Lahko verjamemo, da za vse nas Božje otroke bo 100% zelo dobro poskrbljeno. Če bomo le imeli vero v to, kar je resnica, kar nas osvobaja, kar nas osrečuje. Verjeti v življenje je vera v življenje, ne v smrt. Vera v bolezni prenaša bolezni. Vera v zdravje prinaša zdravje. Kaj bomo verjeli? Da smo nemočna bitja, odvisni od cepiv, odvisni od tablet, odvisni od denarja? Ali bomo verjeli, tako kot so lilije, lepe, brez kakršnihkoli zakonov in vplivov okolja, so lepe, zato ker jih je Bog take ustvaril. Tudi nas, vsakega izmed nas je Bog ustvaril popolnega. Za srečo, za radost, za življenje, za zdravje. Ker beliš so kratice. In B pomeni blagoslovljeni. E je enotni, entuziazem. Evangelij je radostna vest. L je lepota, ljubeznivost, lahkost. In E je iskrenost, integriteta. Informacija o poti iz pekla v raj, oziroma kako živeti iz raja za raj. In S je skupnost suverenih, srečnih, svobodnih, sijočih, srčnih Slovencev. To smo mi, beli. Moramo vedeti, kaj smo, da bomo močni in da bomo stali na trdnih temeljih. Dragi člani Društva za srečno življenje, hvala, ker ste mi prisluhnili danes. Hvala, ker verjamete, da bomo skupaj ostali skupaj kot suverena, srečna, sijoča bitja oziroma Božji otroci in da bo v to skupnost prihajalo vsak dan več in več vseh tistih ljudi, ki si želijo biti zdravi, srečni in v skupnosti zadovoljnih, razsvetljenih in srčnih ljudi. Hvala lepa za vašo pozornost.